Razmere na področju skrbi za starejše v Sloveniji zagotovo niso optimalne. To potrjujejo aktualne razprave, to potrjuje tudi dolgotrajno čakanje na zakon o dolgotrajni oskrbi in tudi na številne druge rešitve. Kakšno je vaše mnenje o tem, kakšna prihodnost nas Slovence vse skupaj čaka na tem področju? Kot ste že sami omenili, dolgo čakamo na sistemske rešitve na področju dolgotrajne oskrbe. Problematika bo z leta v leto še težja. Podatki, s katerimi razpolagamo, ne samo v Evropi, tudi v Sloveniji, nakazujejo, da se staramo, da naraščajo kronične nalezljive bolezni, da se soočamo s potrebo po oskrbi, tudi pri mlajši generaciji, ki se pa s tem pojavom še težje sooča kot starejša, kjer neko onemoglost ali opešanost pravzaprav pričakujemo. Mislim, da je trenutno zadnji čas, da sprejmemo sistemske rešitve, ne samo na področju dolgotrajne oskrbe, tudi na področju zdravstva, kulture, izobraževanja, na celotnem sistemskem področju naše države in začnemo resneje razmišljati, kako in na kakšen način se bomo postarali. Kako pa komentirate razmere v domovih za starejše? Situacije v domovih za starejše zagotovo niso tako zaskrbljujoče, kot kažejo podatki ali pa kot kažejo mediji. Dejstvo pa je seveda, da nimamo dovolj kapacitet za potrebe na našem slovenskem trgu, če lahko temu rečem, da seveda posamezniki čakajo z vstopom v domove za ostarele do zadnjega, zato ker je to seveda stresna odločitev, tako za tiste, ki v domove stopajo, kot seveda za svojce, in da se domovi seveda trenutno soočajo tudi z pomanjkanjem tistih izvajalcev, predvsem mlajše generacije, ki bi te storitve v domovih lahko izvajale. To pa zagotovo terja slabšo kakovost izvajanja socialnih storitev in seveda številne pritožbe, ki smo jim v zadnjem času tudi v medijih vedno bolj priča. Verjetno so prav tovrstne anomalije ali recimo kratki stiki, pomanjkanje kadra in to krivi za nastanek anomalij, do katerih prihaja. Ne samo človeški faktor, recimo v določenih primerih. Problem v Sloveniji je seveda tudi, da nimamo nekih sistemskih rešitev na tem področju, govorim tudi o zakonskih. Posamezniki se tudi svojih socialnih in pa zdravstvenih pravic ne zavedajo zdaj veliko in seveda, če to združimo potem tudi s splošnim nezadovoljstvom in pričakovanjem, ki so vedno večje s strani uporabnikov, pridemo do teh anomalij, ki potem seveda še bolj eskalirajo ob nastanku težav. Pa ocenjujete, da bo zakon o dolgotrajni oskrbi potem, ko bo sprejet, pomagal izboljšati razmere? Bom z upanjem ali pa z optimizmom zrla v sprejem zakona, nenazadnje na njega čakamo že 15 let. Zagotovo vseh težav ne bo rešil, bo pa gotovo prvi korak k uspešnejšim rešitvam in iskanju kakovostnega in dolgotrajnega staranja za vse generacije.